Filternet je danes na Eurošoli v Ljubljani, kjer se bomo pogovarjali z dvema dijakoma, ki imata posebna statusa. Ena je vrhunska športnica, drugi pa se vzporedno izobražuje še na konzervatoriju za glasbo. Najprej se bomo pogovorili s Tjašo Kovačič, ki je dijakinja prvega letnika Eurošole in poleg tega, da obiskuje srednjo šolo, zraven se profesionalno ukvarja še s kotalkanjem. Zdravo, Tjaša. Zdaj, najprej me zanima, kakšni so pogoji, ki jih moraš izpolniti, da lahko dobiš status vrhunske športnice? Ja, ne vem, moraš se udeleževati tekmovanj, pa trenirati moraš pač šport vsaj vsak dan, pa ne vem, kakšna uvrstitev naprej na reprezentančna tekmovanja. Ne vem, pač, da si v klubu registriran. Zanima me, koliko ur tedensko posvetiš treningom? Ja, približno 2 ure na dan, pač med tednom, pol med vikendom, če so tekme, smo na tekmah, če ne pa včasih tudi več kot 2 ure. Kako pa to skombiniraš z šolskimi obveznostmi, vsemi spraševanji, testi? Ja, pač, če imam kakšne tekme, da so bolj pomembne, se prej zmenim z profesorji, drugače pa pač probavam čim bolj, da gre normalno na vse pouk in vse. Zdaj, glede na to, da teh obveznosti, treningov je res kar veliko, rekla si, da se da na šoli dogovoriti in se večkrat prilagoditi glede obveznosti. Me pa zanima, ti tudi sošolci lahko kaj ti pomagajo, stojijo ob strani? Ja, verjetno, da če bi bilo kaj tako, da bi veliko manjkalo, da bi mi sam pač probavamo čim manj, pa kakor se da, da sem v šoli. In v letošnjem letu že kaj veš, kakšen je razpored, recimo tekem, koliko velik bo izostank zaradi tekmovanj? Ja, v bistvu zdaj se že počasi končuje sezona, ampak je pred vrati še ena tekma z reprezentanco na tromeji med Švico, Francijo pa Nemčijo, ko grem tam okoli 20. oktobra, pa bo manjkala, ne vem, mogoče 4-5 dni, ne vem, ali pa cel teden, odvisno koliko časa bo. Koliko časa pa že treniraš kotalkanje? Ja, začela sem s 3 leti pa pol, tako da zdaj je že tam 12 let. Pa si že napol seniorka v kotalkanju. Prepričana sem, da Filternet in ostali mladi ne vemo tako veliko o kotalkanju, predvsem v Sloveniji, in nas zanima kaj več, kako bi sama predstavila ta šport. Ja, ne vem, to je tako šport približno kakor drsanje, samo da pač drsalka ima klin, tle imaš pa kolesa, pa štopar, pa isto tekmujejo lahko v parih ali pa solo, pa tekmujejo in fantje in punce. Pa imaš pa še različne discipline, ne vem, kratki, dolgi program, pol je solo dance, da je brez skokov, pa različen. Super. Najlepša hvala za vse informacije, pa veliko uspehov v kotalkanju in v šoli. Hvala. Pogovorili se bomo še z Blažem Ogričem, to je dijak 2. letnika Eurošole v Ljubljani, ki se vzporedno izobražuje še na konzervatoriju za glasbo. Zdravo, Blaž. Zanima me, zdaj, glede na to, da vzporedno izobraževanje ni kar tako, kako ti uspe uskladiti 2 šoli naenkrat? Ja, dopoldne hodim na Eurošolo, popoldne pa vzporedno potem hodim na konzervatorij, sam na glasbene predmete, pač orkester, solfeggio in podobno. S katero zvrstjo glasbe oziroma s katerim inštrumentom se ukvarjaš? Ja, igram francoski rock, igram klasiko. Zdaj, zanima me, če so tvoje obveznosti, to pomeni spraševanja, testi, kakorkoli prilagojene, glede na to, da si na 2 šolah naenkrat? Ja, spraševanje se lahko pač s profesorji dogovarjam, dajem vprašanj, testi so pač vnaprej napovedani. Pa tudi, če imam na primer kakšen pomemben koncert, nastop, se lahko dogovarjam tukaj s profesorji, ali pa če imam kakšen test tukaj ali pa spraševanje, se lahko na konzervatoriju isto dogovarjam s profesorji. Če nekako pogledaš časovno, katere obveznosti ti vzamejo več časa? Tukaj na Eurošoli ali glasbene obveznosti? Ja, mislim, da mi glasbene obveznosti vzamejo več časa, ker inštrument je treba vaditi
kot šport vsak dan in isto teorija je treba. Po zaključku obeh srednjih šol me zanima, kje se bolj vidiš, v kakšnem študiju, čist proč od glasbe ali v glasbenem svetu? Ja, ko bom maturiral, bom šel na akademijo v Slovenijo, ker je profesor, pač vrhunski profesor in to je to. Če moraš izbirati, oziroma kaj se ti zdi težje, večurne vaje glasbene, ene same skladbe, ki nikakor ne gre, ali pa vaje matematike pred testom? Ja, vaja matematika je sigurno težja, ker če nekaj rad delaš, potem ni problem vaditi in to je to. Super, najlepša hvala.